Pozdravljeni in dobrodošli v novem videu. Danes bom govorila o tem, kako lahko sami reprogramirate svoj um. Se pravi, vaš um je sprogramiran od staršev, vzgojiteljev, učiteljev, iz okolja in to vam ni všeč. Danes bom obravnavala 4 področja. Prva je samozavest, potem denar, čustva in ljubezen in pa zdravje in počutje. Na vsa ta glavna 4 področja vpliva okolje, ki nam je s konstantnim ponavljanjem nečesa, nekih fraz, pustilo slab vtis, slab pečat in to nosimo nekako s sabo na zavednem ali pa nezavednem nivoju. Danes boste to osvestili in ugotovili, da če se vam je do zdaj zdel pregovor dober in koristen, naprimer, bolje vrabec v roki kot golob na strehi, dala vam bom konkretne napotke, kako se reprogramirati. Da se boste lahko reprogramirali, vzemite svinčnik, vstavite video, beležko, list, karkoli, da si boste zapisali, kaj za vas velja, in to frazo boste ponavljali 21krat vsak dan, 21 dni. Se pravi, čarobna številka je 21, zberite si eno stvar, ki jo želite reprogramirati, vsak večer pred spanjem boste prebrali jo 21krat in to točno 21 zaporednih dni. Če bi kater dan preskočili, morate začeti znova. Z vami je Aleksandra Winkler-Drole in verjamem, da boste uživali v tem videu kot v mnogih drugih, ki sem jih do zdaj posnela. Priporočam, da se subscribate, naročite, kliknete tisti zvonček, naroči se na moj YouTube kanal, da ne zamudite katere zanimive vsebine, ki jih pripravljam. Obenem je pa to tudi znamenje, da ste tukaj in nekakšna podpora, like je podpora, se pravi, k temu mojemu brezplačnemu delu. Naj vam omenim, da sem avtorica vseh teh knjig in tudi set za branje dušnih kvalitet. Vse to dobite v moji spletni trgovini, na moji spletni strani omgarden.si in omgarden-shop.com. Prvi najin kontakt je pa branje dušnega zapisa. Potem pa greva dalje, če želite, ali pa se ustavimo tam. Ampak to je temelj. V glavnem, danes boste delali sami, poskusili se boste odprogramirati od nečesa, kar vpliva, bi se reklo, ali na pomanjkanje samozavesti, ali na to, da mislite v podzavesti, da nimate prave službe, da vas ne cenijo dovolj, ali pa na čustvenem področju, kakorkoli. Vsa ta 4 področja bom danes pogledala. Seveda vas bom na koncu povabila tudi v online program Mojstrstvo hipnoze, regresije in progresije, se pravi hipnoza, regresija in progresija, oziroma tudi na web, na brezplačni predstavitveni webinar, vkolikor bi se želeli še več usposabljati pri meni in uporabljati to znanje tudi kot terapevt za svoje domače ali pa kot profesionalno rabo. Zdajle pa verjetno imate že vsi svinčnike in že komi čakate, da boste našli nekaj, kar vam ne paše, in še boljše, da bolj boste zadovoljni potem, ko boste to odpravili, se reprogramirali. Se pravi, postanite svoj mojster hipnoze, to je že hipnoza. Se pravi, vsi te hipnotizirajo, starši, učitelji, televizija, reklame, bodi tak, če imaš slamnate lase, moraš nujno kupiti ne vem kater šampon in to je že reprogramiranje. Nekatere najosnovnejše napake lahko popravimo sami, in seveda je treba ta postopek ponavljati, biti umirjen, redno ponavljati in si še v prvi vrsti pa si želeti. Se pravi, želja je prvo gorivo. Vkolikor vam sploh manjka želje, volje, poglejte moj video, kjer govorimo o energiji ognja, ker ogenj je tista sila v nas, ki nas naredi žive, ki nas poganja naprej, kot gorivo v prebavnem traku, ki nam pomaga, da živimo, da se to, kar zaužijemo, spremeni v za naše telo sprejemljivo
snov, tako kot v pečici, ki nam daje toploto. Se pravi, vsa sporočila, ki jih ponavljate po lastni presoji, na lastno odgovornost, se zasidrajo v vašo, se pravi, iz zavestnega uma pride v podzavest, ne? In ko je pravi čas, ko je pravo okolje, prava priložnost, se kot semena pojavijo, kot neke rastline. Zdaj ali gojimo pšenico ali plevel, neko kulturno rastlino, ki jo rabimo, ali nekaj, kar ne rabimo, je pač zelo odvisno od tega, kaj so nam vcepili, usadili v naš um. Ta subtilna sporočila, ne, ki jih prejemamo z okolja in jih opisujemo v nadaljevanju, imajo zelo tak nežen, prefinjen, tenkočuten, sugestiven, ne, in tudi realističen pomen. Preverite spodnje trditve, zdajle za samozavest, kako deluje pohvala, potem naprej gre pohvala, denar, ljubezen, zdravje. Če najdete še kakšen tak moto, ga dodajte in si sami po tem vzorcu naredite bolj uporabno sporočilo. In zdajle grem k samozavesti. V okolju, kjer ste odraščali, ne, če se vam zdi, da nimate dovolj samozavesti, zdaj par stavkov o tem, kaj je samozavest. Samozavest, zavedanje sebe, svojega resničnega bistva. Se pravi, ljudje, ki delujejo preveč agresivni, prikrivajo, se pravi, kričijo, se pretepajo. Ti ljudje kamuflirajo pomanjkanje samozavesti, ukazovalni, diktatorski. Ne, to ni zavedanje sebe. Se pravi, samozavest je resnično zavedanje sebe, svojih dobrih in slabih lastnosti. Ne? In če trpite za pomanjkanjem samozavesti, se to pokaže v odnosih. Odnosi pa kreirajo 95% vsega, kar nas obdaja. Nič ni skoraj brez odnosov. Mogoče lahko spiš sam brez odnosa, ne, brez nekoga. Še to bolj težko, ko imamo radi nekoga ob sebi. Tudi v družbi vrstnikov, ne, sodelavcev, se ne znajdete najbolje. Strah vas je povedati svoje mnenje drugemu. Ne znate se postaviti zase, ali pa hočete za vsako ceno uveljavljati svoj prav, kot sem rekla, tudi to grobost, kričanje, ali pa odvzem besede, kot vidimo v parlamentu. Tudi to je zaradi pomanjkanja samozavesti, ker nimajo zavedanja o sebi, tisti, ki to počnejo, ne zavedajo se resničnega pravega sebe, ali pa se zavedajo, pa so namerno škodljivi drugim, ker taki hočejo biti. Se pravi, vedite, da niste edini in zdajle prva trditev, ki jo spremljajte, in če to za vas drži, si jo zapišite in zapišite se tudi popravek. Se pravi, samo popravek boste vi ponavljali. Pazi, da ne padeš. In ko otrok pade, mama doda, saj sem ti rekla, da boš padel, bod primeru. Tak otrok, če so mu to govorili, ali pa so ti to govorili, se bojiš gibanja. V podzavesti si raj bolj primer. In pol, kaj se zgodi s tebe, ne maraš športov, ne maraš telovaditi. In to zdaj spremeni. Previdno, samo previden moram biti. To je pol obrneš. In naslednja, pazi, kako govoriš, saj se ti bojo vsi smejali. Če si to slišal, spremeni. Mirno, jasno in razločno izražam svoje mnenje. Na ta način bom razumljen in sprejet. Oziroma v ženskem spolu obrni. Jaz bom zdaj govorila samo v moškem spolu. Ta je dobra trditev. Nič ne bo iz tebe, ena navadna zguba si. Nikoli ne boš doštudiral. To spremeni v
vzamem si čas in ujamem svoj ritem, z vztrajnostjo mi bo uspelo. Neroda pa taka, spet si naredil škodo. Spremeni. Na napakah se učimo in napredujemo. Če se ne boš poročil do 30. leta, ostaneš zavedno samski. Spremeni. Ne oziram se na statistiko, sledim svojemu ritmu in živim iz svojega srca. Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi. Spremeni. Življenje je sestavljeno iz malih in velikih stvari, veselim se jih, saj sem jih vreden. Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. Tudi ta ni v redu, ker ljudje bi delali od 8 zjutraj do 8 zvečer in še ne bi vsega naredili, ker ne morajo nič odložiti na jutri in potem se zlomijo, psihično, fizično, kakorkoli, če to dolgo traja. Zato, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. Če se ti zdi to čudovit slovenski pregovor, v mnogih pomenih nima dobrega učinka in to spremeni. Vse po svojih zmožnostih in ob pravem času. Pomembno je, da sledim prioritetam. Zdaj pa k pohvalam in komplimentom. Se pravi, Slovenci smo vajeni, da so nas kritizirali, obsojali, zmerjali. To je bilo vsakodnevno na jedilniku, bi rekli temu, v šoli. Nekako je bila ta verbalna agresija kar klasika, sploh se nobenemu ni zdelo nič tacga. Jaz sem v šoku, ko sem srednjo šolo delala v Italiji in prišla sem med zelo kulturne in olikane ljudi in tam Italijani niso prestrašeni. Do njih niso bili taki ne učitelji, ne starši. Mislim, doživela sem kulturni šok v smislu, kdo sem jaz, Slovenka, od kje prihajam, z kakšnega okolja. Počutila sem se res tisto. V končni fazi sem pa rekla, hvala Bog, da si mi pokazal tudi kulturne, srčne ljudi, ki ti pač povejo resnico, ampak brez da bi ti skozi govorili, da si manj vreden. Ampak sem doživela nekaj drugega v Italiji, kar me je šokiralo. Obratno. In kaj je bilo to obratno? To so hvalili starši svoje otroke, učitelji, učence, za prazen nič. Dejansko tudi to ima negativen vpliv. In če nekoga starš hvali, wow, ko si ti dober, ko si priden, ko naredi dobro kosilo, wow, ko si ti dober, bo dobil napačno informacijo. Se pravi, ni on dober, ampak je dobro skuhal, je nadarjen, dobro je kosilo naredil. Hvala, ker si se potrudil. Se zahvalimo za trud in pripravljenost. Izražamo hvaležnost, komplimente, vesela sem, da si, ko si, ker mi pomagaš, recimo, če si kot starš. In v Italiji je šlo to, ni čudno, če vsi mislijo, da so bogovi, pa ne zato, ker od Italijana mama se kliče Marija. No, veliko je Marij, to ko pri nas Janezov včasih. Tako da mislijo, to je en tak vic, no, ki sem vam ga grede povedala. Zdaj, s temi pohvalami je treba spet paziti. Eni niso bili nikoli deležni pohval za nobeno stvar, eni so bili pohvaljeni za nič, starši so ga kovali v zvezde, narišejo v vrtcu otrok eno povprečno risbico, povprečno za svojo starost, in njegova mama ne more nehati ga hvaliti, oj, kaj bo s tebe, se bo slikar, se boš umetnik, to je res lepo, zagotovo boš uspešen umetnik, slikar, ne vem kaj. In ta otrok v vrtcu, ta otrok je končal na drogi in zaradi prevelike doze je umrl. Osebno poznam to zgodbo. Se pravi, mama ga je kovala v zvezde in študiral je za poklic, nikakor ni prišel do slikarja, pač klasičen poklic. In
ni bil zadovoljen in veste, tako da zdaj bodimo pozorni, se pravi, ne moramo nekoga poveličevati, v vrtcu ne moramo še obljubljati otroku, da bo slikarke, mogoče bo pa kovač ali pa mizar in bo rekel, mama je nezadovoljna z mano, imela je velike sanje, jaz sem pa navadna zguba, ker se bo sam sebi to govoril. Tako da pazimo s temi sporočili, če nekaj konstantno ponavljamo, se vsedra v podzavest, sploh pa če je veliko ljudi. Zdajle vzamemo en primer. Recimo, če otroku ali pa če so ti govorili, wow, ti si pravi mojster, to spremeni, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Pol imam tlele primer, saj si pravi umetnik, ti boš še zaslovel po smrti, ti boš še slaven po smrti, recimo, to spremeni. Se pravi, kaj me briga, kaj bo z mano po smrti. Ok, se hočem v naslednjem življenju imeti tudi lepo podlago, ampak hočem povedati, da to sem v osebnem življenju doživela in tudi ta človek se predaja alkoholu in je tako zelo depresiven mi deluje. Se pravi, namesto se boš pravi umetnik, ti boš še slaven po smrti ali pa ne vem kako uspešen, tukaj spremeni, če so ti to govorili. Pomembna je kritika poznavalca, zato se lahko vedno obrnem na strokovnjaka, da presodi in poda strokovno mnenje, ki mi bo v podporo in pomoč. Se pravi, če je mama, ki je, ne vem, šivelja ali pa kar kuharca, govori sinu, da bo umetnik, to ni verodostojno. To morajo, ta pravi, strokovnjaki soditi ali pa več strokovnjakov. O, kako čudovito obleko imaš, se pravi, hvaliti otroku obleko. Jaz sem zmeraj pomislila, ko imam lepo obleko, če dam dol obleko, ne bo nič lepega na meni, ali kako. En fant, ki mi je bil všeč, se še zdaj le spomnim. Joj, veš, koliko so mi všeč te tvoji uhani. Tako, en tak delček uhanov, toliko velik. Se pravi, vse to, kar je na meni, ti občuduješ uhane. In če dam dol uhane, kaj bo na meni še takega, kar ti bo všeč? Verjetno nič. A veste, da me je razočaral. Tako da pazite, kaj hvalite komu uhane in obleko. Sploh pa otroku, ki pol bo mislil, jaz sem obleka, ne? Jaz sem moj zunanji videz. Govoriti priden si, dober si, če so ti to govorili, potem spremeni, to sem dobro opravil, pač pohvali tisto dobro delo, ne pa kar celotno. Se pravi, nekdo, ki kuha dobro kosilo, on še ni dober, samo dobro kosilo je skuhal, ni pa on dober človek lahko. Kaj pa veš, kakšne grozodejstva počenja, ne? Poleg tega, da zna dobro kuhati. Ni pomembna diploma, pomembno je znanje, tudi to so govorili. Šola ni važna, važno je, kar znaš, to veljaš, recimo. In pa so se učili, ljudje Slovenci znamo vsaj 3 poklice, vsi znamo vse, ne vem kaj še, zidati, ni da ni, ker v Italiji je drugače. To ni moj poklic, jaz delam moj poklic in potem, če rabim drugega, plačam drugega, seveda, ker so imeli toliko boljši standard vse generacije. Se pravi, če so ti to govorili, pol kopičiš znanje, ko imaš en hrčkov sindrom nekega znanja in kaj ti zdaj to rabi. To je, kot da bi imel 10 metrov omare vse obleke noter. Kaj ti bojo? Tudi znanje moraš uporabiti. Če ga ne uporabiš, je kot obleke, ki jih nikoli ne oblečeš. Se pravi, to spremeni. Družbeni standardi določajo vrednote in pomen. Ker sem sestavni del te družbe, se pač prilagodim, tako s formalno izobrazbo, kot z lastnimi izkušnjami. Več kot znaš, več veljaš, spremeni.
Znanje in naučene veščine mi pomagajo bolje živeti ali pa preživeti. Veljajo pa dejanja, tudi dušne kvalitete, kot so prijaznost, dobrota in prilagodljivost. Se pravi, denar in kariera. Pomanjkanje denarja so ljudje opravičevali na načine, da so zaničevali njegovo nasprotje, torej obilje. Mnogo negativnih sporočil, ki so prehajala starih staršev na otroke, so se zasidrala, posledično podzavest odvrača človeka od ustvarjanja denarja. Poznam veliko otrok, ki so se rodili bogatim staršem, običajno so bili starši uspešni podjetniki, delovni in vestni, tako zelo zavzeti za delo in v nenehnem poganjanju projektov, da so povsem zanemarili družabno stran, skrb za zdravje in dobre odnose. Njihovi otroci so jih želeli prehiteti, biti še bolj uspešni od njih, pri tem pa žal ponavadi tudi njihove slabe vedenjske navade so prevzeli, se pravi pomanjkanje skrbi za čustvene odnose, za, bi se reklo, za počitek, za telesno aktivnost. Se pravi, dan ima 24 ur, če delaš 12 ur, pa spiš 8 ur, koliko ti ostane za družbo, skrb za zdravje in odnose. In zdajle, ker si ljudje zelo želijo imeti denar, to bo pomagalo, dobro poslušajte, veliko od vas misli, da ni vreden denarja ali pa zaničuje bogate. In prva trditev, ki je, denar je od hudiča. To, če si to imel v glavi ali pa slišal, spremeni. Za denar lahko kupim zdravilo ali strup. Vse je odvisno od mojega namena. Druga trditev, bogati ljudje so pokvarjeni ljudje. Spremeni. Bogati ljudje imajo običajno dobro karmo, imajo srečo in pogosto tudi dobre delovne navade. Preziram vplivneže, gnusijo se mi. To spremeni. Vplivni ljudje so zanimivi ljudje. Rad bi jih bolje spoznal, morda bi se od njih česa naučil. Če že nimamo denarja, imamo pa zdravje. Spremeni. Dobro in trdno zdravje je pogoj za realizacijo ciljev, tudi za boljši zaslužek in bogastvo, ki še pride. Ne moreš imeti vsega. Spremeni. Pomembno je, da poskrbim za realizacijo prioritetnih želja. Tega si pa ne zaslužiš. Spremeni. Dobro moram premisliti, ali je to zares vredno in pomembno. Sam sem kreator svojega realnega življenja. Zaslužek je nagrada za prizadevanje in trud. Trditev, sreče ne prenese denar, to tudi že vsi poslušamo. Spremeni. Sreča nas lahko doleti na različnih področjih, tudi na finančnem. Za denar si lahko kupiš vse. Spremeni. Z denarjem lahko kupiš knjigo, ne moreš pa kupiti znanja. Z denarjem lahko plačaš zdravnika, ne moreš pa kupiti zdravja. Z denarjem si lahko kupiš družbo, ne moreš pa kupiti prijateljev. Ljubezen in partnerski odnos. To področje tudi zelo vseh zanima, čeprav se nekatere stvari kar med sabo prepletajo, vsaj samozavest se prepleta lahko na vsa področja. In takole, strah ima velike oči in tako ovekoveči dvom staršev glede čustvene usode otroka, in pod takim vplivom strah, ki ima velike oči, lahko vidijo dvojno nevarnost in hočejo dobro svojim otrokom, zato jim pa vcepijo negativna sublimirana sporočila in jih dejansko hipnotizirajo, da imajo otroci nesrečo v ljubezni, ne vedoč. Ampak mi zdaj vemo, misleč, da so njihova sporočila opozorilna in motivacijska, se le-ta pogosto izkažejo kot omejujoča in zaviralna. Prvi primer, kdor predolgo izbira,
v izbiranju ostane. To spremeni. Ne odločam in ne prehitevam, imam moč in sposobnost jasne presoje glede izbire. Sprav vedno si to ponavljaj, ta stavek, da neutraliziraš škodljivo sublimirano sporočilo. Se bo že zgodilo, kar ti je namenjeno. Če so ti to govorili, spremeni, ali pa če to misliš, da je prav, namero ustvarjam s kvalitetnim načrtom in jo uresničujem korak za korakom. Ta je pa predober ali pa preslab zate. Če je nekdo predober zate ali pa če je preslab zate, spremeni. Zaupam v svoj izbor ali pa okus in v občutek lastne presoje. Nisi v redu takšen po opisu, kakršen si. Če so ti to govorili, to škodi tudi na ljubezenskem področju, spremeni. Sprejemam se in imam se rad takšnega, kakršen sem. Se pravi, če za žensko oblačiš ali pa obnašaš se kot prijateljica noči, nočna dama, spremeni, sem zapeljiva in karizmatična. Za moške, recimo, če so moškemu to govorili, daj jasno vedeti, kdo je gospodar pri hiši. Tako da moške so matere sprogramirale, ti si dec, ne pusti se, ne, ti si gazda. In ni bilo enakovrednosti, ni bilo pogajanja. To spremeni, če si moški. Vsak dober gospodar zaupa dobri gospodini. Se pravi, kralj je kralj, če ima ob sebi kraljico. Kralj brez kraljice, poglej šah, hitro zgubi vse. Šah je kraljevska igra. Za žensko, če ti ne ustreže, te ne uboga, pomeni to, mu odreci spolnost. Tukaj spremeni, pogovorila se bom z njim o njegovih željah. Zdravje in počutje. Verjetno se generacija vaših staršev zelo trudi za materialno preživetje in finančno varnost, včasih celo do take mere, da je ogroženo njihovo zdravstveno stanje. Nekateri pa so se na račun dela odpovedali neki prijetni strani življenja, skrb za dušno počutje, bi se rekli zabavo, koncerte, neke stvari, ki nahranijo našo dušo. Te vedenjski vzorci so povsem prenašajo, se pravi, starša na otroke, iz mame na hčerko. Se pravi, prvi primer takega negativnega sublimiranega sporočila, najprej delo, potem zabava. To je en klasičen slovenski pregovor, če so ti to vcepli v glavo, ker ne bo nikoli konc dela, to se zabat, spremeni. Pomembno je usklajevanje in pravo razmerje med delovnim in prostim časom. Namesto športa in rekreacije se raje posveti fizičnemu delu. Ogromno ljudi, recimo, ko sem omenila, da hodim v fitness, ko neumno, se lahko delaš na vrtu, ali pa ne vem kaj, zakaj bi hodila v fitness? Mislim, ne razumejo, da moraš delati z obema rokama, da na vrtu dela samo ena, da postaneš nesimetričen. In da več, ko hodim v fitness, lažje bom delala v vrtu, in obratno. Se pravi, če so ti to govorili, da je šport in rekreacija neumnost, tako med vrsticami, spremeni. Kot protivtež napornemu fizičnemu delu potrebujem fizično sprostitev in rekreativno gibanje. Ne med slabe vesti, če greš s prijatelji v hribe, na fitness, kamorkoli plavati s kolesom 2-3 ure na teden ali pa več. Če si živ, te vedno kaj boli. Ko da je normalno, da te vedno kaj boli. In taki ljudje nikoli ne grejo v zdravniku. Se jim zdi, da je kar normalno. Če si živ, te kaj boli. Spremeni,
Vsaka bolečina je znak za alarm, zato je ne gre spregledati. Tako kot v avtomobilu, na armaturni plošči, če tam nekaj piska, sveti ena lučka, boš takoj jutri poklical mehanika ali peljal v avto. Kaj pa, če te kaj boli, se lahko že počaka. Ampak očitno ti je avto pomembnejši od tvojega telesa. Se pravi, ponavljaj to, vsaka bolečina je znak za alarm, zato je ne gre spregledati. Ne moreš si lagati, da jo ni. Se pravi, pomembno je, da tukaj veste, da če karkoli ni bilo napisano, lahko sam po teh vzorcih dopišeš trditev in moraš vedeti, da pregovori niso vedno dobri. Recimo, jaz sem brala, tudi je treba paziti te, bi se reklo, pozitivne afirmacije, če ne delujejo zate, potem jih ne uporabljaj, ker če ponavljaš afirmacijo, sem na pravi poti do uspeha, uspeha česa, ali shujševalne diete, ok, pol naročim pico in grem, se najem pico in grem spat. Ali pa sem na pravi poti do uspeha, to me daje vedeti, kakor da karkoli počnem je vse ok, nekritična presoja. Tako da pazi to, ni nujno, da si na pravi poti. Kaj pa, če boš hodil po strehi in si govoril, sem na pravi poti do uspeha. Se pravi, tukaj, tega sploh ne bi smeli ljudje ponavljati, če pa že hočeš uspeh, si pa reči, ves čas sem kot detektiv na preži po novimi priložnostmi. Če ne najdeš priložnosti, za novimi priložnostmi. In pol boš res kot detektiv, da boš najdel priložnost. In ko najdeš priložnost, je treba vztrajati, dati svoj trud v to. Ok, vsi tisti, ki ste najdli tlele nek del sebe, vpišite v komentar, če ste najdli eno trditev vsaj, ali pa dve, ali pa več, ki ste jih bili deležni tekom življenja, otroštva, vzgoje, od okolja, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, in da vam je obratna ta sugestija pomagala, se pravi, napišite v komentar, lahko se zahvalite, lahko poveste lepega. Tisti, ki si želite še več tega, še več znanja hipnoze, to je hipnoza, ki deluje na zdravljenju preko regresije v prejšnja življenja, zdravimo stvari iz tega, iz preteklosti in prejšnjega življenja, gremo tudi v progresijo, v prihodnost. V drugem delu, se pravi, sprejemam novo skupino za online tečaj, se pravi, 90% dela bo nadaljavo v spletni predavalnici in prijavite se na moji spletni strani, če ste naročeni na brezplačne novice, na spletni strani omgarden.si, ne zamuditi priložnosti, da izpolnite obrazec pač na informativni dan. Tako da brezplačno vabljeni na informativni dan, po informativnem dnevu podpišemo pogodbo in začnemo. Hvala, živjo!